Pa je bo en športen, najbolj mislim, kaj to on? Ne vem. Ne, aj to on. Če je to on! Če je to on! Aj to on. Je to on. Mislim, da Ja, mahno je. to je on. Cilj! Bravo! Max, Ciril, Lara. Bravo! Kdo je avto? Ti je všeč? Ja. Ok, parkiram pa se pogovorimo. Okej. Kosta, V redu. povejte mi, kaj bomo danes počeli? Sprot bomo šli ta cool avto. A sprobali bomo šli ta cool avto, pa kaj še? A se bomo kaj pogovorili? Ja. O čem se bomo pa pogovarjali? Kaj? Mogoče kako narediš vlog. Ok, super. To cesto bomo najbrž sprobala, ne? Pa to cesto bomo sprobali. A veš, zakaj bomo to cesto sprobali? Zato je tukaj varno okolje, da lahko avto postaviš na mejo njegovih zmogljivosti, ker na cesti valjda tega ne smeš početi. Kako si pa sploh začel snemati vloge o avtih? Jaz se z avtomobili ukvarjam že dolg časa, pravzaprav že 15 let. In veliko ljudi okrog mene, prijatelji, pa tudi drugi, so me sprašvali vedno, kje si bil, kaj si vozil, daj povej nam. Pa sem rekel, okej, pa bom pa začel sam snemati. Kako si pa izbereš avto, ki ga boš predstavil v vlogu? Veš, vedno so zanimivi novi avtomobili, ker pač stare že poznamo. In vedno, ko pride kakšen nov avto na slovenski avtomobilski trg in je na voljo našim kupcem, potem jaz pokličem uvoznika, neko avtomobilsko znamko in rečem, tale je pa nov, a mi ga posodite za kakšen teden, včasih 102, pa se jaz potem s tem avtomobilom peljem, ga spoznam, potem veliko stvari o avtomobilu še raziščem na spletu. In ko sem napolnjen z informacijami, ko vem dovolj, takrat se pa potem odločim, da posnamem video in ga seveda tudi delim. Kaj zdaj, ste pripravljeni, da začnemo? Ja. Stopite z mano. Ponovadi rabim telefon, potem pa enkrat imaš opremo, s katero boš posnel in ko spoznaš dobro avto, v tem primeru gre za ene vrste 4-vratnega kupeja. A veš, kaj je značilno za kupeja? Da mu streha lepo pade in ponovadi ima samo 2 vrat. Tam ima pa 4, nič hudega, se gre še lažje v drugo vrsto. Max pa Lara, ok, zdaj smo pa v vlogu, ne? Ja. Zdaj pa, kaj smo rekli, to je 4-vraten kupe, potem pa najdemo kot, stopita malo k meni, evo tako, da se vidi cel avto, pa mogoče pokleknemo in zdaj, ko smo zadovoljni s kadrom, začnemo v avto razlagati. Sprav gre za en ameriški 4-vraten kupe, ki ima pravzaprav eno zelo veliko baterijo, pa tudi bencinski motor za takrat, ko mu pač štroma elektrike zmanjka. Pa še ena stvar je značilna za ta avto, poglejte, koliko ima velika kolesa, pa temu se reče tudi nizkopresečne gume. Veš, kaj to pomeni? Da so zelo tanke, pa ne samo to, tudi zelo dobro grabijo. Max, boš prevzel? Ja. Izvoli telefon. Kaj smo se naučili, povejta? Tale avto je srebrne barve. Kaj je pa to pomemben? V bistvu bom jaz povedala, da se naprimer zaviješ na desno, se luči premakne na desno stran, če na levo, se luči vrnejo na levo stran. Poglejte tukaj tele zelo velike gume. Naprimer v zadnji nima auspuhal, kaj že? Ja. Ampak ga ima Ampak ga ima tele ob stran. strani. Če se vidi, upam, da se vidi. Ok, in poglejte to, kako se ta vrata odprejo. Kot vesoljska ladja. Taram! A grem lahko še not pogledat? Nujno, pojmo. Tale kabina, kaj boste najprej ugotovila, da je večbarvna, to se pravi, imamo svetlo in temno usnje, je tudi dosti minimalistična, kar pomeni, da ni velikenih elementov, ni velikenih stikal, pa veliko različnih materialov je. Imamo usnje, imamo aluminij, imamo steklo, celo nekaj lesa tamle na sredinski konzoli. Ja. Pa ne samo to, imamo tudi digitalno instrumentno ploščo. Več imaš različnih zaslonov, pa se potem prilagaja vsebina, pa ti zelo nizko sediš, ker je športen avto in pri športnih avtih moraš nizko sedeti. Bližje si cesti, no. Je bolj nevaren? Ne, no, ni res. A ni? Ne, je pa res, da slabše ven vidiš in ta avto ima zelo dolg pokrov motorja. Če boš pogledala, se kar ne neha. O, pa res. In ga zaradi tega res malo težje voziti. Preglednost je slabša. A sta pripravljena? Ja. Ajde, pojmo. In zdaj gremo na prvo testno vožnjo. Z najbolj cool avtom. A bom kdo rekel 3-4 zdaj? 3, 4, zdaj! A gremo malo med količke? Ja. Ok, tale pospešek je bil nor.
Noro. 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 Meni se je dobesedno želodec obrnil. Meni tudi. Ok, kako je bilo? Carsko. Kaj vam je bilo všeč? Hitrost pa adrenalinsko. Mi je všeč, da si omenil hitrost, ne? Ja, Ker s hitro vožnjo na običajnih cestah jaz jo ne priporočam, je treba z glavo. Zato smo pa prišli sem, ker tukaj ni pa nikogar. In kot sem pomenil že na začetku, gremo lahko čez mejo oprijema, ki jo gume omogočajo, pa zvemo pa kaj na drugi strani. Ne? Ja. In če delaš po pameti, je na drugi strani lahko tudi veliko zabave.